Lep pozdrav, hvala lepa za to predstavitev. Res sem vesel, da je Ivan pred menoj tako, bi rekel, poglobljeno predstavil to popačenje podobe Boga v teologiji, ki je pustilo močno sled tudi seveda v oznanjevanju in katehezi, pa tudi religiozni praksi in duhovnosti skozi zadnja stoletja, ne. Namreč v katehezi se še danes srečujemo s podobami, ki jih imajo naši katehiziranci, in se mi zdi, da velikokrat te podobe niso zelo daleč od tega, da je Bog sodnik, ki, pravimo pri nas, dobro plačuje in hudo kaznuje, ne. Se mi zdi, da je ta podoba močno zakoreninjena pri nas v naši predstavi o Bogu. Torej v zadnjem obdobju se kerigmatična katehetska prenova, ki vodi k prepoznavanju Boga, ki je oče in ne sodnik, ki tehta krivde in žrtve, in katehumenatska usmerjenost kateheze, ki vodi k izkušnji Boga očeta, kaže kot eden glavnih katehetskih izzivov celotne cerkve, kar potrjujejo tudi usmeritve novega katehetskega pravilnika. Moja teza v kontekstu te naše teme je, da gibanja in nove stvarnosti v cerkvi lahko podprejo oziroma močno vplivajo in oblikujejo podobo Boga, v katerega ljudje verujejo. Novi katehetski pravilnik pravi o teh stvarnostih, da so resničnost cerkve, ki kaže na njeno veliko evangelizacijsko sposobnost, posebej na področjih, ki so oddaljena od tradicionalnih struktur. Torej, to vprašanje, na kakšen način približajo podobo Boga te stvarnosti sodobnemu človeku, ali pa kako oblikujejo in vplivajo sploh na podobo, ki jo člani teh stvarnosti imajo o Bogu, bi želel v tem prispevku kratko pokazati. Predvsem sem se omejil v tem prispevku na to, na kakšen način neokatehumenska pot ali neokatehumenat kot ena od teh stvarnosti oblikuje podobo Boga, v katerega ljudje verujejo. Torej, samo v nekaj besedah od začetka, verjetno večinoma približno vemo, kaj je neokatehumenat ali pa neokatehumenska pot. Cerkev je s potrditvijo statuta leta 2008 prepoznala neokatehumenat kot itinerarij ali pot uvajanja v vero. Namenjena je, kot bi rekel novi katehetski pravilnik, tistim, ki so zakramente uvajanja že prejeli, niso pa še dovolj evangelizirani ali katehizirani, ali pa tistim, ki želijo ponovno stopiti na pot vere. Pot se začne leta 1964 v predmestju Madrida med ubogimi in sčasoma se ta katehetska sinteza, kerigmatična sinteza krščanskega oznanila oblikuje v neko oznanilo, ki temelji na Božji besedi, ne, na bogoslužju in bratskem občestvu, in namen tega modela, če mu smemo tako reči, je, da vodi počasi postopno osebe k odrasli krščanski veri. Kako in na kakšen način? To je bilo vprašanje, ki mi ga je pred časom Drago podčrtal in se mi zdi zelo po svoje zanimivo, no, ker če bi pogledali od zunaj neokatehumensko pot, katehisti postopno katehumene uvajajo v liturgično in osebno molitev, starše učijo, kako naj posredujejo vero otrokom na domačem bogoslužju, in od zunaj mogoče to ni tako vidno, da je v bistvu usmeritev tega itinerarija oziroma poti prav v oblikovanje podobe ali pa v prepoznavanje ali pa v razkrivanje stvarnosti Boga, ne. Že v uvodnih katehezah, torej na začetku neokatehumenske poti sta 2 meseca uvodnih katehez, in v teh katehezah je opazno, da si neokatehumenat ne prizadeva, bi rekel, pripeljati v krščanstvo primarno nekoga, ki je ateist ali pa nekoga, ki je agnostik, ampak da ima pred očmi, da izhaja iz predpostavke, da je vsak človek religiozen, torej ima neko podobo, ki si jo je ustvaril v Bogu. Vendar se pa ta podoba Boga pogosto ne ujema ali pa se ne ujema nujno s krščansko podobo Boga, s krščanskim Bogom, no. In pred očmi ima tako v bistvu neokatehumenska pot človeka, ki, vemo od prazgodovine, verjame, da nekaj gotovo obstaja, da neko višje bitje obstaja in tako naprej, ne vemo pa čisto točno, kaj bi to bilo, ne.
Eliade bi tega človeka verjetno imenoval homo religiosus in vemo, da v različnih obdobjih zgodovine sicer ta človek veruje v različna božanstva, na različne načine, ampak bolj ali manj vedno pa ostaja religiozen. In mislim, da je eno neprecenljivo delo za razumevanje tega prispeval Julian Ries, slovenski prevod Od lani k izvirom verstev, in v jedru tega religijskega pojava prepoznava sveto, ki ga pa ne obravnava zgolj zgodovinsko, sociološko ali pa kot etnološko dejstvo, ampak z vidika človeške izkušnje. Torej, izhaja iz človekove želje po tem, da bi osmislil resničnost, v kateri je religioznost nekaj normalnega. In vsa znamenja, simboli, sledi od začetka človekove zgodovine pravzaprav pričajo o tem, da človek dejansko po naravi je religiozno bitje. No in torej neokatehumenska pot v teh uvodnih katehezah govori o tem na enostaven ali pa poenostavljen način kot o naravni religioznosti. In ta del bi zelo kratko povzel, ker se mi zdi, da je tesno povezan s podobo Boga. V samih teh uvodnih katehezah kmalu na začetku izpostavijo to vprašanje, kakšna je razlika med naravno religioznostjo in krščansko vero. Torej, postati kristjan po tej predpostavki ne pomeni postati religiozen. In pri tem si katehisti pomagajo z neko skico, ki jo nekateri verjetno poznate, ki je približno takšna. Tukaj imamo na zgornji polovici poenostavljen prikaz religije, spodaj pa krščanske vere. In pri tem ugotavljajo, da tudi kristjani marsikdaj živimo krščanstvo v dobršni meri na način naravne religioznosti. Gotovo naravna religioznost ni predstavljena kot nekaj slabega, vse, kar je naravno, je dobro in tako naprej, je del človekove narave, ampak naravna religioznost še zdaleč ni krščanska vera. Govorijo o tem, kako odkar je človek, ga spremljajo različne akcije, religiozne akcije, ker človek ne prenese negotovosti. Hoče živeti v miru, se zavarovati pred boleznijo, katastrofami, hoče doseči, da mu sovražne sile ne bi bile nasprotne in zato se skuša prikupiti tistemu, od katerega meni, da vse prihaja, cigani bi rekli tisti močni roki. Nekaj pa že mora biti nad nami. No, in da bi se pred temi nesrečami zavaroval, človek, pripovedujejo, išče nek kraj, kjer se bo lahko pogovarjal s tem presežnim, ki je gotovo energija, ki lahko zaščiti tudi pred trpljenjem, nesrečo in tako naprej. Seveda močno zbanalizirano, poenostavljeno, tako pravijo, nastane naravna religioznost. In ko potem ta človek vidi neko goro, skalo, ki ga navdaja z grozo, kjer se zdi, da je nekdo stopil z neba, je našel kraj, kjer povezuje zemljo z nebom, ustvari religijo, zgradi tempelj in v ta tempelj postavi oltar ter duhovnika. Zanimivo, da pri nas zelo veliko cerkva je po vrhovih hribov in gora. In tako je ta človek našel nek kraj, kjer bo rekel: Gospod, moj sin je bolan, reši mi ga, ali pa že 3 leta ne pridelamo toliko, da bi normalno preživeli. In če mi boš pomagal, bom šel na romanje, samo da mi boš pomagal. In to človek tudi stori. Torej, človek postavi oltar tem, ker misli, da mu bo Bog prisluhnil. Zdaj, vsekakor je to poenostavljeno in s tem ne bi želeli, tudi v teh katehezah se zdi, da ne omalovažujejo naravne religioznosti, ampak želijo predvsem podčrtati to, da krščanstvo, v katero smo poklicani, je nekaj drugega. V krščanstvu ni templja v poganskem smislu, niti oltarja, niti duhovnika, ki bi na takšen način kot v poganstvu bil ločen od posvetnega. Ampak zanimivo, tudi v Novi zavezi vemo, da se beseda duhovnik nanaša na Kristusa. Sicer pa se govori o služabnikih, prezbiterjih, škofih in tako naprej. Torej, neokatehumenska pot, bi rekel, od samega začetka vabi človeka iz te drže naravne religioznosti, strahu do Boga, ločenosti od Boga, ki je
kar v globini spodbuja strah, ne, pogon, pravijo naravne religioznosti, je strah pred negotovim, strah pred neznanim in tako naprej. In počasi pelje ta itinerarij k temu, da Boga prepoznavamo kot tega, ki je, smo že slišali, se razodel v Jezusu Kristusu, ne, kjer pobuda ni na strani človeka in motor, ki žene krščanstvo, ni strah, ne, ampak je ljubezen. Enako, seveda, če bi šli nekoliko bolj pogledati v globino, bi videli veliko razlik med seveda poganstvom ali pa naravno religioznostjo ali krščanstvom. Zdaj, kako, na kakšen način neokatehumenska pot to dela tehnično, v nadaljevanju že v samih uvodnih katehezah izpostavlja nekatera vprašanja, ki prav nagovarjajo to problematiko podobe, ki jo imamo o Bogu. Ena od katehez, recimo, je naslovljena: Kdo je zate Bog? In tam katehisti prav v dialogu, ne vem, kot vodena diskusija, pomagajo tem katehizirancem prepoznavati, kako si pravzaprav predstavljajo Boga, kje ga, ne, na kakšen način, konkretno z vprašanji. Naslednja kateheza izpostavlja vprašanje: Kdo je pa zate Jezus Kristus? In konkretno cel večer, recimo, Profesor, još 3 minute. Hvala. Se srečujejo in soočajo s tem vprašanjem. Potem še naslednja kateheza: Kdo sem? Kdo pa sem jaz? Ne? Kdo sem jaz v odnosu? Spet cel večer kot vse to predvsem z namenom, da bi to veselo oznanilo krščanstva, ki potem že v teh uvodnih katehezah sledi, človeka lahko nagovorilo, ne? Da bi mu približalo dejansko Boga, da bi videlo, da ta Bog, ki si ga predstavlja ali pa ki ga doživlja, ki ga je strah, kateremu moli predvsem takrat, ko je, ne vem, diagnoza negotova, ko mu gredo stvari slabo, ne, ker nosimo tudi kristjani verjetno do neke mere v sebi, da bi iz tega strahu do Boga prešel v stanje zaupanja, da bi, kot bi rekli, verjel veselemu oznanilu, kerigmi, da je Bog ljubezen. Ne. Zdaj, dobro, v pisnem bom potem nekoliko bolj tudi ali pa detaljneje skušal stvari predstaviti. Neokatehumenska pot to dela predvsem zelo počasi in postopno. Ne gre zdaj samo za to, da povemo stvari, ampak gre za to, da bi jih želeli tudi pomagati živeti. In katehisti spremljajo zato te katehizirance mnogo let. Ko pravim, da traja zelo dolgo, recimo, da traja ta itinerarij, ne, z etapami, prehodi, ki so pravzaprav identični ali pa zelo blizu tem etapam, ki jih podaja obrednik uvajanja odraslih v krščanstvo, OIKA, ne, bi rekel, da neokatehumenat recimo čez prst traja 30 let. Ne. In potem, ko se končajo te etape, se nadaljuje, bi rekel, trajna kateheza, ne, ki de facto potem traja do zadnjega prehoda, do zadnjih skrutinijev, do bolezni, starosti in smrti. Tako, no, se mi zdi, da je dobro povedati to, da je od začetka in potem skozi vse etape to ena glavnih skrbi, kako človeku pomagati od te podobe Boga, ki je poganska, ali pa podoba naravne religioznosti, jo odpravljati in vstopati v nov odnos z Bogom, ki se razodeva kot oče. Hvala za vašo pozornost.